Sodi med tipične agresivne limfome, torej take, ki rastejo hitro. V bistvu incidenca teh bolezni narašča. V letu 2016 je zbolelo 216 bolnikov, v letu 2014 samo 165. Prizadene lahko bolnike vseh starosti in sicer znano pa je, da bo najmanj polovica bolnikov zbolela v starosti nad 60 let, prizadene lahko tudi otroke. Kar se tiče posameznih bolnikov, bomo težko opredelili, kaj je točno vzrok za nastanek bolezni pri njih, se pa pogosteje pojavljajo pri pomanjkljivi imunski odzivnosti oziroma pri določenih virusnih okužbah, kot je na primer Epstein-Barrov virus ali pa humani herpes virus 8. Dejansko je to heterogena skupina, od katerih približno 80% predstavlja torej difuzni velikocelični B limfom brez drugih oznak. Že tega lahko naprej na osnovi zdaj imunohistokemičnih metod, prej pa z določenjem genske ekspresije delimo na dva večja podtipa. To je podtip germinalnega centra B oziroma aktiviranih limfocitov B. Ta dva se med sabo močno razlikujeta glede svoje prognoze, glede odgovora na standardno zdravljenje in predvsem glede tudi 5-letnega celokupnega preživetja, ki je za 22% v korist GCB podtipa v primerjavi z ABC podtipom ob enaki vrsti zdravljenja. GCB pomeni, se pravi, velikocelični B limfom celic germinalnega centra, torej B limfocitov germinalnega centra, druga je pa aktiviranih limfocitov B, je pa ABC. Sicer imate pa potem še druge podtipe, ki se nekako povezujejo lahko z lokacijo, kjer se limfom nahaja, recimo difuzni velikocelični B limfom osrednjega živčevja, potem imate kožni limfom, tako imenovani leg type, potem imate povezane z virusi, se pravi EBV pozitiven difuzni velikocelični B limfom, pol HHV pozitiven difuzni velikocelični B limfom in pa tip povezan s kroničnim vnetjem, plus še neki dodatni podtipi, skratka, kot rečeno, več kot 12. Prvi znaki bolezni, najpogostejše povečane vbodne bezgavke, lahko na vratu, pazduhah, v dimljah. Te bezgavke so čvrsto elastične, neboleče in se glede na to, da je to agresiven tip limfoma, relativno hitro povečujejo. Kar se tiče bezgavk, se lahko pojavijo tudi v drugih mestih, recimo v medpljučju, tam povzročajo težave z dihanjem, lahko kašelj, kasneje lahko pritisnejo na zgornjo votlo veno, povzročajo oteklino obraza, zgornjega dela trupa. Potem je lahko podobna slika v primeru, da so povečane bezgavke v trebuhu, da lahko spet pride do otekline spodnjih okončin, lahko v skrajnih primerih celo do pritiska na sečevode in okvare ledvic zaradi tako imenovane hidronefroze. Potem imate lahko pasažne motnje, prehoda blata v črevesju. Prizadeta so lahko jetra, vranca, praktično pri difuznem velikoceličnem limfomu pa tudi vsi izvenbezgavčni organi, se pravi pljuča, jetra, mandlji, želodec, tanko črevo, dojke, testisi, jajčniki, skratka dejansko praktično ni tkiva, ki ne bi moglo biti prizadeto. Pojavljajo se pa razen tega lahko še tako imenovani splošni simptomi, večinoma bolj, kadar je bolezen razširjena. To je nočno potenje, izguba telesne teže več kot 10% v zadnjih 6 mesecih in pa temperatura nad 38 stopinj, ki ni povezana z okužbo. Presejalna metoda za to, da sploh posumimo na limfom, je tankoigelna biopsija. Navadno bezgavke, ki se nahaja ali na vratu ali v pazduhah ali v dimljah. Včasih lahko tudi punktiramo kakšno bezgavko oziroma organ, ki je v notranjosti telesa pod kontrolo ultrazvoka. Če imamo na osnovi tega postavljeno sum na limfom oziroma diagnozo limfoma, je potrebna odstranitev celotne bezgavke, da jo pogleda izkušen hematopatolog v celoti, ali pa zato rabimo popoln vzorec, reprezentativen vzorček tkiva za to preiskavo. Ko v bistvu opredelimo tip limfoma, potem sledi zamejitev bolezni. Se pravi, bolezen zamejujemo najpogosteje s PET-CT preiskavo, v kolikor pač nimamo dostopa do PET-CT preiskave,
naredimo CT preiskave, računalniško-tomografske preiskave vrat, prsni koš, trebuh, lahko tudi glava. Pogosto je potrebna citološka in histološka preiskava kostnega možga in pa pri nekaterih lokalizacijah agresivnih limfomov tudi, se pravi, lumbalna punkcija, s katero odvzamemo to možgansko tekočino, da ugotavljamo, so v njej maligne celice ali ne, ker to spremeni način zdravljenja. Stadij nam v bistvu pove o razširjenosti bolezni. Za razliko od ostalih solidnih tumorjev, ki uporabljajo TNM klasifikacijo stadijev, mi uporabljamo Ann Arbor stadije, gre za 4 različne stadije. Stadij 1 in stadij 2 pomenita lokalizirano bolezen, stadij 3 in 4 pomenijo razširjeno bolezen. Zraven dodajamo potem še oznake, recimo, če nima splošnih simptomov, je to oznaka A, recimo stadij 4A, oziroma če ima katerikoli od teh splošnih simptomov, govorimo o stadiju B, o oznaki B. Ker v bistvu difuzni velikocelični B-limfom raste hitro, je potrebna takojšnja uvedba zdravljenja. Primarno zdravljenje je vedno sistemsko, to se pravi, uporabljamo največkrat kombinacijo oziroma standardna kombinacija v današnjem času je še vedno ERC-HOP. To se pravi, R pomeni rituximab, to je monoklonalno protitelo proti CD20 in kombinacija s CHOP kemoterapijo, ki vključuje 3 različne citostatike in kortikosteroide. Načeloma se ta zdravila aplicirajo v žilo vsakih 21 dni. Število ciklusov je odvisno od razširjenosti bolezni oziroma tudi od vrednosti mednarodnega prognostičnega indeksa, reče se mu IPI. Skratka, čim bolj razširjena je bolezen, tem več ciklusov je potrebnih. V samem zboru oziroma plan zdravljenja za vsakega bolnika naredimo individualno. Poleg natančno opredeljenega histološkega tipa upoštevamo, kot sem že rekla, stadij bolezni, potem strani bolnika je pomembno, ali ima kakšne spremljajoče bolezni ali jih nima, pa tudi kakšna je njegova želja, kakšne so preference, recimo mu lahko ponudiš 2 opciji. In na koncu, potem, ko zaključi zdravljenje, se pa ponovno preverja uspešnost zdravljenja, navadno z spet PET-CT preiskavo in se na koncu obseva samo ostanek limfoma oziroma če ostanka ni, sploh obsevanje ni potrebno in se bolnika samo sledi. Za bolj agresivne podtipe, skratka tiste, ki se res zelo hitro delijo, ki imajo praktično več kot 90% celic v stalnem procesu delitve, uporabljamo bolj agresivno kombinacijo, recimo R-EPOH, to pomeni, da citostatikom, ki so v shemi CHOP, dodamo etopozit in pa imajo drugačen način dejanja. Je to v bistvu kemoterapija, ki traja praktično neprekinjeno 5 dni. Pri bolnikih, ki so ogroženi zaradi razširitve v centralno živčevje, lahko dodamo R-CHOP-u srednjo dozo metotreksata. Razen tega se pogosto odločamo za tudi dajanje citostatikov v tisto isto možgansko tekočino, ampak to je zdaj preventivno, da preprečimo, da bi prišlo do razširitve na osrednje živčevje. Ukolikor pa ugotavljamo, da že ima bolnik možganski limfom, je pa potrebno uporabljati visoko dozo metotreksata ali visoko dozo citozina rabinozida, ker sta ta 2 edina, ki nekako lahko prečkata hematoencefalno bariero. To je v bistvu neka pregrada, ki jo predstavljajo možganske ovojnice in v bistvu preprečujejo, da bi iz krvnega obtoka prišlo v možgane in v možgansko tekočino dovolj citostatika. S takšnim zdravljenjem ozdravi preko 50% bolnikov, po nekaterih podatkih celo 60 do 65%. Pri približno 10% je bolezen že primarno neodzivna na zdravljenje in pa pri približno 40% se bolezen iz dosežene popolne remisije ponovi in v tem primeru bolniki rabijo 2. ali 3. linijo zdravljenja. V tem primeru o tem, kakšno shemo bomo izbrali, odloča predvsem en podatek, in sicer ali je bolnik sposoben za visokodozno zdravljenje in avtologno presaditev krvotvornih matičnih celic ali ni. Skratka, izbiramo potem ustrezno reševalno kemoterapijo in dejansko pri teh mladih sposobnih izvedemo pol še visokodozno zdravljenje in avtologno presaditev. Alogenično presaditev, to se pravi presaditev tujih krvotvornih matičnih celic, seveda čim bolj skladnih, pa uporabljamo, če gre za ponovitev po avtologni presaditvi, večinoma takratno.
Zaplete nekako razdelimo v dve veliki skupini, mogoče bi zgodnje pravzaprav samo naštela. Glavni zapleti so s strani zavore kostnega mozga, se pravi znižanje levkocitov, predvsem nevtrofilcev, ki so nekako odgovorni za našo zaščito pred okužbami, zaradi tega prinaša to tveganje za okužbe. Potem so znaki anemije oziroma slabokrvnosti in pa znaki trombocitopenije, ki nas ogroža zaradi krvavitev. Potem imate lahko neželene učinke strani prebavil, slabost, bruhanje, driska, zaprtje. Potem so možna vnetja sluznic, predvsem ustne sluznice. Lahko pride do okvare srca, kadar terapija vključuje antracikline, in tudi shop definitivno je. Potem so možna vnetja pljuč, možna je prehodna neplodnost, ampak vse te zaplete večinoma zelo dobro obvladujemo. In predvsem smo pozorni, da ne preidejo v pozne oblike, recimo da bi prešla v pljučno fibrozo, vnetje pljuč, oziroma zelo skrbimo za to, da ne privedemo do neke trajne okvare srca, ki bi bila pa tudi možna, sicer. Verjetnost ponovitve je sicer najverjetnejša v prvih 2 letih oziroma pri teh zelo hitro rastočih v prvih 6 mesecih, zato tudi vse te paciente stalno spremljamo in jih kontroliramo prvič glede pojava možnih poznih posledic, ki sem jih prej omenjala, in pa za pravočasno odkrivanje ponovitve bolezni. Pred kratkim je bil registriran polatuzumab, to je protitelo proti CD79B, na katero je vezan mikrotubulni toksin, ki je registriran za drugo in tretjelinijsko zdravljenje v kombinaciji z rituximabom in z bendamustinom. To, kar sem pa omenila še bolj na področju imunoterapije, so pa tako imenovane CAR-T celice, ki so, mislim, da res vroča tema vseh kongresov. Skratka, mislim, da imamo precej razlogov za to, da z optimizmom zremo prihodnost in da mislim, da bodo rezultati v kratkem še višji od teh 65%.